Zadnje predavanje v tem dopoldanskem sklopu bo imela dr. Maja Simoneti, kolegica je krajinska arhitektka in pa urbanistka, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem in urbanističnim oblikovanjem. Je tudi članica inštituta IPOP, torej Inštitut za politiko prostora, in v tej vlogi bo danes tudi predstavila svojo temo, katere naslov vidimo tule pred nami. Izvolite. Upajmo, da bo tole ozvočenje zdaj delovalo. Hvala lepa. Hvala najprej za vabilo v to ugledno družbo. Sem zelo počaščena, da lahko z vami delim svoja razmišljanja. Mene preganjajo neke te stranske zgodbe, paralelne zgodbe, ker pač sem krajinska arhitektka in poreklo mojega zanimanja sta dve stvari v tem kontekstu. Eno je upravljanje javnih zelenih površin, in drugo je participacija javnosti v urejanju prostora nasploh in potem fokusirano v različnih takih dejavnostih. Mogoče za začetek tako, jaz te paralele vlečem skozi primer Rožnik, ker pač jaz nisem raziskovalka in take primere pač pol izkoristim za to, da lahko poglobim mogoče te ekspertize nekoliko iz vidikov, ki me zanima ali pa kjer imam na primer določeno znanje. Tukaj bi najprej hotela povedati to, da nekako to vprašanje, kaj je urbani gozd ali pa mestni gozd, tukaj bi mislila, da je dobro, da se distanciramo od te široke evropske interpretacije. V slovenskem prostoru, v stvarnosti, v operativi je ravnanje z urbanim drevesom, uličnim drevesom, drevesom v mestnem prostoru prepuščeno drugim službam in je v ingerencah drugih dejavnosti. To je komunalna dejavnost, gospodarska javna služba, ki se ukvarja z urejanjem javnih zelenih površin. In tukaj krvavo potrebujemo gozdarje in zato sem tudi danes tukaj, ker pač mislim, da bi lahko vaša stroka pomembno obogatila kompetence na tem področju in dvignila kakovost prakse. Nimamo tega širokega pogleda. Mi še vedno je urbani gozd, mestni gozd je gozd, gozdni prostor, medtem ko je urbano drevo, drevo, ki ima tudi ne samo, da ima druge strokovnjake za sabo ali pa tudi drug zakonodajni okvir, če hočete, ampak tudi čisto drugačne pogoje rasti in tudi posamezno drevo se čisto drugače obravnava. Zato je bilo, vse je bilo že prej povedano, arboristi, zato so tukaj čisto drugi vidiki, sploh pa tudi sadilni pogoji in rastni pogoji. Ampak pustimo to in pojdimo pogledati primer Rožnik, ki je spodbudil moj razmislek, kako bi lahko mogoče te dve dejavnosti, se pravi ravnanje ali pa upravljanje z urbanimi gozdovi in urejanje javnih zelenih površin povezali in prišli do enih sistemskih ukrepov, ki bi se povsod poznali. Zdaj ste tako lepo predstavljali zgodbe in celjska zgodba odmeva in vsi jo poznamo in vsi nekako tako z enim takim upanjem gledamo, kdaj bomo šli lahko po tej poti, ampak vidite, vi še boljše veste kot jaz, da to ni tako preprosto. In mene vedno zanima, kadar se ukvarjam s temi primeri posameznimi, kako pa vendar na sistemski ravni kaj spremeniti. In kot rečeno, moje izhodišče je, da je sistemsko javna služba urejanja javnih zelenih površin absolutno brez kakršnega koli okvirja. To je javna služba, ki je trenutno celo v neki pravni praznini, ker je predlog zakona o varstvu okolja, novi predlog, ki je zdajle se javna razprava v ponedeljek zaprla, je celo izbrisal med javnimi službami naštetimi. Se pravi, da nima niti tega, da je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena več. To je intencija. Pišemo pripombe. To pomeni, če ste tako strukturno postavljeni v sistem urejanja prostora in izvajanja komunalnih dejavnosti, da imate seveda slabe pogoje za delo. Nimate sredstev za kadre, za strukturo kadrov, za profesionalizacijo, za res kompetentno delo. Ker je to ves čas pravzaprav odvisno od tega, od dobre volje, od politične dobre volje, kako bo dejavnost izvajana. Ta politična dobra volja je povezana tudi s tem, da je to komunalna dejavnost, ki je kolektivnega značaja. Tako je kot pri gozdu. Prebivalci ne plačujemo porabe. To pomeni, da se tudi ne zavedamo porabe. En velik segment našega zanimanja za to, kaj javnost misli o gozdu, gozdarstvu in ravnanju z gozdom, je povezan s tem, da mi rabimo to podporo, mi rabimo, da družba razume, da smo potrebni, da razume, kaj delamo in da je to potrebno, zato ker to prevedeno potem v politični govor in v politične odločitve in v finance, pomeni podporo
izvajanju dejavnosti in razvoju dejavnosti. Če tega ni, je dejavnost šibka in je ogrožena. In zdaj, zakaj je primer Rožnik zanimiv za to prepletanje? Seveda, ker se pravzaprav v mestnem gozdu, zgodi eno to prekrivanje med tem, da ga prebivalci dojemajo kot svojevrsten park. Oni imajo mestni park, kjer je narava zelo urejena in zelo kontrolirana, in potem imajo še to, prednost ali pa to srečo, da imajo tudi mestni gozd, kjer je pa stik z naravo bistveno bolj pristen, narava je bolj v polni meri, bom rekla, aktivna, v več dimenzijah prisotna in seveda ponuja čisto drugo doživljajsko vrednost. In gozd je, lahko antropologe pač vprašamo, neka zelo intrinzična vsebina našega razvoja, človekovega razvoja, in od tod tudi te globoke čustvene reakcije. Ljudje, ta navezanost na gozd je povezana s tem. Občutki, ki jih mi v sebi nosimo, niso naši spomini iz otroštva, občutki, ki jih v sebi nosimo, so evolucijskega pomena. Zato je to tako močna stvar. In zdaj, če se ta skupnost tukaj srečuje, v parkovni rabi z gozdarstvom in z upravljanjem, zato vi rečete, da so tukaj poudarjene socialne funkcije in okoljevarstvene funkcije. Kaj se je zgodilo na Rožniku in kje so tle neki šumi, ki bi jih lahko mogoče s skupnimi močmi premagali? Ne bom šla v detajle, sem vam v prispevku naredila eno kratko kronologijo, ampak v času novoletnih praznikov leta 2022, konec leta se zgodi, da prebivalci zaznajo, da se intenzivno seka. To ne pomeni, da to ni bilo najavljeno, to pomeni, da pač tisti, v tistem času, ko se hodi veliko v mestni gozd, je bilo to sekanje toliko intenzivno in je bilo toliko prisotno, da so ljudje pač se vznemirili. Videli so ti velike poseke, videli so naložene hlode in so se vznemirili. In potem je ta dinamika šla to pot, da so seveda iskali odgovore. In teh odgovorov ni bilo dovolj, ni bilo teh spletnih strani, ni bilo teh informacij, kjer bi si lahko ljudje prebrali in se pomirili s tem, kar se dogaja. In tudi ni bilo teh na drugi strani na telefonu, če hočete, ki bi jim to pojasnili. Ko pride do tega šuma, se je pol to začelo razvijati naprej, odpletlo se je tako, da je tudi Zavod za varstvo narave, protestiral in rekel, da pravzaprav ni bil zraven pri odkazu, pa smo pol izvedeli, da Zavod za gozdove rekel, saj ste bili zraven pri pripravi načrta upravljanja, kar je neka legitimna drža. In skratka, ta ping-pong traja, kar nekaj časa, da se pol na koncu ugotovi, da pravzaprav Zavod za gozdove ve, kaj dela, da je to doktrinarno v redu in da je to tudi potrebno, da je gozd potreboval tak poseg, ampak ljudje so še vedno vznemirjeni, še vedno so iz sebe, ker se jim zdi, da pač nekaj ni v redu in da se je pretiravalo. Nihče jim ni bil pripravljen takole v enem odprtem avditoriju, v miru, na javnem povedati, zakaj se tako seka, kaj je tukaj problem, predvsem jim pa tega ni nihče povedal, preden se je karkoli začelo. Prav, dobro informiranje ni samo, da objavimo, to je možno v Švici, kjer je veliko zaupanja v javne službe in v državo in v sisteme. Pri nas je to zaupanje porušeno, ljudje nimajo velikega zaupanja in ga moramo graditi. In je edina rešitev, da napovemo, da se pogovarjamo, kolega je pred mano govoril o procesu, procesi so zato tako pomembni, proces priprave je zato tako pomemben. Ljudi pripravi na to, kaj se jim bo zgodilo. Oni se v procesu sodelovanja navadijo na to, kar se bo zgodilo, in potem, ko to pride, lahko slišijo informacijo v gozdu, jo preberejo in se spomnijo, saj to smo se pa takrat pogovarjali, to so pa napovedali. V glavnem ta zgodba, ta nepripravljenost, tako hitro reagirata, takoj, ko minejo prazniki, se civilna družba znajde pred mestno hišo in reče, ustavite sekanje, pojasnite, kaj delate, in povejte nam, kako mislite na ekološke funkcije, kako mislite na ohranjanje narave in kako mislite na podnebne spremembe in funkcije gozda v tem kontekstu. Jaz tle stojim in sem trdno prepričana, da tisti, ki so za tem stali, imajo vse te odgovore. Sploh ni dvoma, da teh odgovorov ni bilo. Bilo je samo to, da se je čisto predolg časa umikali iz tega odprtega pogovora. Kar je za nas naprej zanimivo, je seveda to, da kaj zdaj naredimo s to publiko, ki se počuti v gozdu čisto doma, tako doma kot v parku, in hoče imeti v bistvu neke vrste jasno sliko, kaj se v njem dogaja, in si ne želi težke motorizacije in se ne želi skladovnic, hlodov, Lepo je bilo rečeno, če bi bilo to bolj prebiralno v daljšem časovnem obdobju, zakaj so se ljudje vznemirili? Ljudje so se vznemirili, ker se je v kratkem času posekalo zelo veliko. Ker ljudje, ki so vsak dan v gozdu, teh prizorov niso bili vajeni.
Ne? Se pravi, tukaj pa tam sekanje, pa tega so vajeni, tega pa niso bili vajeni. In potem so se začeli pač razni scenariji. Ljudje se začnejo, če ni pretoka informacij, se ljudje začnejo izmišljevati, pol pridejo zgodbe, ne tiste lepe, ki smo jih poslušali iz Celja, ampak take, ki nas vse spravljajo v stisko. In tukaj se mi zdi pomembno, no, da se bi tako pogovarjali, da vemo, da je mestni gozd, te gozdovi, ki so tako blizu bivališč in so redno obiskovani, deluje kot javni park. In javni park je tako, kot je nekdo danes tudi rekel, iz srednjega veka ven, ne, v gozdnem prostoru je ta prostor imel neke ukrepe, ki so ljudstvu, ki ni bilo lastnik gozda, omogočali, da je imel neke koristi od tega. In v 18. stoletju, sredi 18. stoletja se ti gozdovi odprejo tudi za rekreacijsko rabo. Tako kot se odprejo v evropskem prostoru vrtovi zasebni, tako se odprejo tudi gozdovi za rekreacijsko rabo, ne več samo za les in za druge funkcije. In dejstvo je, da je naloga teh prostorov ne samo, da se ljudje regenerirajo, ampak tudi, da se v bistvu družbena skupnost na enem teritoriju med sabo poveže. Ko govorimo o socialnih funkcijah, ne govorimo samo o tem, da bodo ljudje bolj zdravi, pa da se bojo boljš počutili, pa da se bojo regenerirali in rekreirali, ampak tudi o tem, da se kot skupnost povežejo. Zato je tudi takrat, kadar pride do tega negativnega odziva, je to tak val, in potegne za sabo ljudi, ker se pol skupnost tukaj skupaj najde okrog tega. In vprašanje javnega prostora je v bistvu tudi vprašanje družbene pravičnosti. V javnem prostoru smo enaki. To je drugače kot v stanovanjih, tukaj lahko, lokalna oblast lahko z dobrimi investicijami in z takim zglednim upravljanjem, kot ga imate na celjskih mestnih gozdovih, ogromno naredi za lokalno skupnost. Za vse ljudi, brez razlik. Za tiste, ki imajo denar, ki ga nimajo, ki so v velikem stanovanju, v hiši z vrtom, ali tiste, ki so v malih garsonjerjih. Vsi imajo v tem gozdu enake koristi. To je ta javnost in ta velik pomen, ki daje to veliko težo in to, kjer se srečata te dve mogoče službi ali pa infrastrukturi. In tukaj je ta tradicija, da javne oblasti zaradi teh velikih koristi, ki jih ima to za ljudstvo, tudi to zagotavljajo ljudem. Javni park se v evropskem prostoru in v ameriškem pojav, ko se mesta dovolj razvijajo in ljudje preprosto potrebujejo skupen prostor, je tako kot trg, skupen prostor, na katerem se bodo učili skupaj živeti. Drugega prepoznati, jezijo se, v bistvu se učijo jezika skupnega bivanja. Se prepoznavajo, si predajajo informacije, se posvetujejo o takih in drugačnih stvareh. In zdaj ta povezava med eno in med drugo infrastrukturo, ker zelene površine so tudi infrastruktura ali pa javne površine mestne so tudi komunalna infrastruktura, je zdaj pred enim takim velikim, bom rekla, to je vse skupaj pred velikimi izzivi, ki ste jih vi že omenjali. Pričakovanja družbe do tega, kako nam bodo gozdovi in zelene in javne površine koristile, se strahovito povečuje. Povečuje se na različnih področjih. Po covidu o tem govorijo zdravniki, psihiatri, ekologi in biologi že tako in tako, pol smo tukaj pa še specialisti, gozdarji in tako naprej, ampak podnebne spremembe bomo blažili z zelenimi površinami in z gozdovi in prilagajali se bomo na njih s temi površinami. Javno zdravje in dobro počutje bomo s tem reševali. Vse v bistvu sistemske težave, ki jih imamo z okoljem, se pravi hrup, onesnaženje zraka, vse se pravzaprav dogaja tukaj. Upravljanje padavinske vode, če hočete, velike padavine, ki prihajajo s podnebnimi spremembami, vročine, vse je na teh površinah. Se pravi, velika pričakovanja, paralelno s tem velika pričakovanja potem, da bomo ohranili biotsko pestrost, to pomeni več površin, drugačne površine, bolj biotsko pestre, večje napore tudi na zelenih površinah v urbanem okolju, namenjamo temu, da je tukaj ekološka struktura bolj pestra in bolj bogata, kar spreminja podobo teh površin. To pomeni nove naloge, nova znanja. Tudi v urejanju javnih zelenih površin, parkov in zelenic ob cestah, morajo ljudje kar naenkrat znati bistveno več in bistveno drugačne stvari. Specialisti, ki znajo saditi drevesa in jih vzdrževati, doseči, da bodo rasla v teh kritičnih pogojih, so v bistvu zdaj glavna atrakcija. Zato se tudi v bistvu urbano gozdarstvo tako rapidno in pospešeno širi, zaradi teh velikih pričakovanj in potreb družbe po znanju.
In zdaj ves ta povečan pritisk na to službo, ki je tako pri nas podhranjena, strokovno, se pač v tem, ker se v mestnem gozdu sreča, se meni zdi, da bi bilo v bistvu pametno se pogovarjati o tem, če so priporočila na polju upravljanja z javnimi površinami zelo preproste in rečejo, celovito upravljajte in povezano delujte. Celovito rečejo, to pomeni upoštevanje vseh vidikov, upoštevanje ekologije, socialnih funkcij, varstva narave, podnebnih sprememb in učinkov na to, varstva vode in tako naprej. Vse to je treba pravzaprav ves čas imeti v mislih. Povezano pomeni, da se akterji med sabo na dnevni ravni tekoče sporazumevajo, da imajo strategijo, ampak strategija ni konec. Proces in strategija nista konec, to je začetek nekega tekočega sodelovanja, Ta množica se shujša, manj ljudi je, ampak oni so v rednih stikih, oni se razumejo, oni se dopolnjujejo, Pride do dopolnjevanja ukrepov in do sinergij. Glavna v bistvu specifika novega upravljanja je pravzaprav v prihodnosti sposobnost sodelovanja. Sposobnost odprtega komuniciranja, deljenja podatkov, hitrega iskanja novih rešitev, iskanja rešitev za probleme, ne iskanja krivcev, skozi iskanje rešitev za probleme in v bistvu korakanja skupaj naprej proti skupni viziji. In zdaj v tem smislu novih praks ali pa novih pričakovanj, ki jih mesta razvijajo, je mogoče najbolj zanimiva stvar, ki jo jaz lahko povem, vprašanje sodelovanja javnosti. Prva stvar, ki se mi zdi tukaj jo treba povedati, je to, da javnost ni ena sama. Javnost niso samo prebivalci. Prebivalci so eni, uporabniki mestnega gozda, na primer, so drugi, sta že tu dve skupini. Javnost so vedno tudi neke strokovnjaki, ki niso v našem ozkem krogu upravljavske, neka zunanja strokovna javnost, ki bi tudi lahko nekaj prispevala in nam pomagala misliti. In pa so tukaj še civilno-družbene organizacije, ki zastopajo različne javne interese in so različno dobro organizirane in nam povzročajo take in drugačne šume v procesih, če jih ne integriramo. To je prva stvar. Druga stvar je to, da je sodelovanje v urejanju prostora in v dogovorih, kako in kaj bo v bistvu človekova pravica. Pri nas v Sloveniji to zagotavlja ustava, na evropski ravni to ščiti Aarhuška konvencija in tudi Evropsko sodišče o človekovih pravicah. In slovenski primeri so v tem polju kar prisotni. Slovenija zna zanemarjati to pravico in slovenski akterji hodijo po pravico na Evropsko sodišče. V urejanju prostora jaz vedno študentom povem, da participacija ni izguba suverenosti strokovne, ampak je v bistvu fantastičen potencial, da učinke svojega dela povečamo. In da je v bistvu to samo to, kar ste danes mnogi že rekli, novo znanje, nova veščina, ki jo je treba integrirati in s tem je treba začeti preprosto delati na odprti ravni, ne verjeti, da če bom naredil anketo, zdaj pa razumem. Če sem naredil odprt proces, zdaj sem pa na varnem. V bistvu cilj participatornih postopkov je ta, da mi po eni strani dosežemo razumevanje tega, kar načrtujemo in legitimiramo odločitve, po drugi strani pa motiviramo javnost ne samo zato, da bo sprejela naše rešitve, tako kot pridni tam v Švici, ampak da bo tudi participirala pri izvajanju ukrepov. Ja. Ali skrbno rabo, z odgovorno rabo, ker bo razumela, zakaj je treba biti odgovoren, ali pa tudi drugače. In začnemo lahko pri tem, da bo pomagala v delu, da bo pomagala z znanjem, da bo pomagala s sredstvi, če hočete. Vedno se najdejo tudi javnosti, segmenti javnosti, ki lahko tudi na ta način participirajo. Na vse to se računa, ko se o participaciji govori in to je v bistvu ta velika priložnost participacije v urejanju prostora in v upravljanju, bom rekla, mestnega gozda ali pa javnih zelenih površin ni nič drugače. So specifike, ni pa nič drugače. Vse skupaj se pa začne, sodelovanje se začne z dobrim komuniciranjem. To, kar delajo v Celju, je že taka nadgradnja, da niti še ni rabo povedati, kako se začne. Kako se v bistvu vedno znova o vsaki stvari javno posvetujemo, damo ljudem vedeti, da nas zanima, kaj bojo povedali, in tudi poskrbimo, da vsaj nekatere stvari, ki so nam jih ljudje povedali, vgradimo v svoje načrte. To je neskončno pomembno. Samo participacija, samo anketa ne bo pomagala.
Ljudje morajo začutiti, da jih resno jemljemo, da jih slišimo in da sledimo namigom, ki so jih z nami podelili. Nekatere ovržemo, sprejemo razpravo, nam jo pomagajo vreči, ampak probamo nekatere vgraditi. To je neskončno pomembno. In zdaj tle pri Rožniku, za začutek samo, zakaj je Rožnik tako, bom rekla, fajn primer, dober primer za to, da v Sloveniji se iz njega nekaj naučimo in da ga v bistvu razvijamo en primer dobre prakse. Tukaj se poleg tega, da je to mestni gozd, prekrivajo še drugi formalni režimi. To je območje zavarovane kulturne dediščine, zavarovane narave za specifičnim upravljalskim segmentom tukaj za krajinski park. Potem so pa tukaj še druge dimenzije, takole, če vam pokažem, iz mestnega načrta sem samo nekaj plasti raznih režimov na tem območju ven potegnila. Teh režimov je cel kup, za vsakim od teh režimov za enim stojijo zakoni pa organizirane službe, za enim samo zakoni, za eni so ti predpisi lokalne narave, eni so državne narave. To so v bistvu izhodišča, ki kažejo na to, da se že na formalni ravni mora cel kup enih segmentov zelo dobro usklajevati in sporazumevati med sabo. Tudi če pravzaprav ne upoštevamo pol še lastniške strukture, ki je tudi tukaj pestra, in prebivalcev in uporabnikov, ki so naši glavni zavezniki. V resnici so oni glavni zavezniki naši, ko gremo mi na mestno občino prositi za denar in podporo. Hvala. To je to.